En lep dober večer, vsem skupaj, Tanja Skaza z vami. Ponovno ob četrtkih v nekak mojih vprašanj, mislim vaše vprašanje, moje izkušnje in na nek način, da pokažemo, da se resnično da. Če si človek želi, lahko naredi spremembo. Vsekakor se to mogoče marsikatera terapevtka z mano ne strinja in mi vedno reče, dej Tanja, dej to besedo, vse se da stran, ker mogoče pa resno vsak ne zmore, ampak jaz tako mislim. Vsi tisti, ki ste prebrali Plan duše ali pa karkoli, kakšne določene knjige, vsi si izberemo naše starše in s tem, ko si izberemo naše starše, si tudi izberemo našo pot. In prepričana sem, da mogoče bi, da če bi na tej poti si dovolili, Amanda živijo, če bi si dovolili na tej poti tudi kakšen strah malce dati na stran, če bi si dovolili, da lahko tudi kak neuspeh sprejmemo kot nekaj, da je lahko priložnost za rast, bi se marsikje prestavili, premaknili in naredili korak naprej. Tako da en lep dober večer, evo tudi Emi, Marinki. Najprej bom imela nekaj za začetek, pa bom imela nekaj, da bom vas vprašala, če bi radi, da se dotaknemo malce manj. Jaz srčno mislim, da bi bilo dobro, da moja naslednja tema je usmerjena k mamam. Živijo Petra, živijo Joži, živijo Amanda, mislim, da sem to. Tako, živijo vsem skupaj. Hvala še enkrat za vsa vaša, ne vem, tiste vaše, ki imate komentarje, všeč so mi vaše mnenja, vaše izkušnje, ki jih delite. Saj veste, da tudi s tem pomagate marsikomu. Najprej ena stvar, katera se mi zdi mogoče smiselna, ker me le kakorkoli spremlja veliko žensk, to ne rečem, da tudi moški niso med njimi, ampak še vedno je tam moje ključno poslanstvo, ali pa rečem življenjsko poslanstvo, ki ga peljem naprej, evo iz Maribora, Vesna živijo, je to, da nekako polnomočim ženske, da res celovito zaživite, da se sprejmete, kaj to pomeni, da najprej sprejmete sebe, začnete odpuščati, potem veste, kdo ste in na podlagi tega tudi, ker veste, kdo ste, tudi sledite svoji poti, oziroma temu se reče življenjsko poslanstvo. Tako da življenjsko poslanstvo ni nič drugega kot temu, da sprejme sebe, kdo v resnici si in rečeš, aha, to sem jaz in si dovoliš slišati svoje srce. Da pa do tega pride, je pa nek celovit postopek, neki koraki, kateri so, neke preizkušnje potrebne v življenju, da si to dovoliš videti. Zato bi drugo oddajo namenila, če boste za to, bi jo namenila predvsem odnosu mama-hči. To je tako, Prebrala sem nekaj verzij tega, obiskala tudi postavitev družine, glede na vezo mamo-hči, to pred kratkim. Veliko se soočala s tem, to pomeni konstantno, vsak vzorec, ki sem ga videla pri mami, sem vedela, da je to moj vzorec, ki je prav, da ga tudi rešim, živi iz Krškega. In se mi zdi, da je tema, ki bi mogoče marsikateri pomagala od vas, da boste razumele povezavo, kakšno imate z mamo, kaj se vam dogaja z mamo. Krasno mi je bilo, to pomeni, eni obstajajo, neki preberejo in že lahko govorijo, jaz pa rada čisto vse možne dejavnike obiščem. Najprej preberem knjige, grem na kakšne delavnice, potem grem na postavitve mame. In potem čisto vse, ko imam cel krog otok narejen, ko potem pogledam, če to res pije v življenju, pa rečem, aha, to je to, zdaj pa lahko to vam predstavim. Takšen je moj način, to pomeni, kar živim, to vam lahko dam. Kar ne živim, tega vam ne morem dati. Tako da prvo, če boste za to, da gremo na vezavo mama in hči. Kakšna je povezava mama in hči in iz tega tudi potem vidimo, koliko znamo spoštovati mamo, koliko znamo sebe spoštovati in tako naprej. Če boste za to z veseljem naslednjo temo odprem odnos mame in hči. Ok, drugo zadevo, katero bi rada sporočila. Če se spomnite, sem za novo leto dala, oziroma to je bil za ta božični čas, opcijo, da mi napiše, kdo želi delati na sebi, kdo želi v resnici spoznati svoje vrednote, to pomeni, kdo sem, da se napiše sebe, zakaj bi to želel in potem označi eno prijateljico oziroma zbere prijateljico, katera čuti, da bi lahko to dobila in to smo naredili, to in sicer imamo naslednji teden, 24. januar in potem smo dali možnost. Glede na to, da so bile ene zgodbe res krasne,
smo dali možnost, da vse tiste, ki ste se tudi prijavile, da pa vseeno za vas imam Zoom srečanje, mislim, da 1,5 ure pred s temi, ki bojo prišli k nam. In če se bo katerakoli izmed vas prijavila, dobrodošle. Če pa ne, pa tiste 4, ki so prijavljene, tiste čaka pa presenečenje, ker 4 so pa že prijavljene. Vem pa, da vas je enih okrog 40, 50, zdaj, koliko jih bo, bomo videli. No. Če je 24. januar tisti dan, ko lahko tiste, ki ste takrat sodelovali pri tej nagradni igri, se vem, da to se bo zdaj izgubilo, sam le, to je že tako. Ali je prav slišati, ali pa tudi ne. To pomeni, imate možnost Zooma, ki lahko to z vami naredim preko Zooma, za tistimi, ki so pa bili izžrebane, tiste bojo pa z mano osebno. Ok, to je druga in ta tretja stvar. Vsi veste, da še vedno verjamem, da je največji kapital oziroma edini kapital vsakega podjetja so ljudje. Resnično, to verjamem, podpišem in nič drugega. To pomeni, sedaj lahko podjetje, jaz marsikdaj naše sodelavce vprašam, če bi imeli možnost, da bi zdaj vzeli tisto, kar bi vzeli in vse ostalo pustili, kaj bi to vzeli, da vedno si naredijo to preizkušnjo. In jaz sem prepričana, da je v vsakem podjetju ogromno znanja, v vsakem podjetju ne samo znanja izkušenj in da v vsakem podjetju lahko ti ljudje ustvarijo še eno podjetje, pa še eno. In glede na to, da mi resnično pomeni razvoj kadra, resnično, zdaj, a je to bilo pri meni tako močno samoiniciativno, da sem si to želela, da sem do tega prišla, ne vem, pa moje sem že imela to željo, po drugi strani pa vem, da če nekdo nima teh orodij in se naprimer ne znajde, jaz sem bila kot borec, ko se neki, pa tudi malo je ega, ko hoče še več. Obstajajo pa ljudje, ki mogoče želijo, pa ne vejo kako, da skrajšam, ker če ne bom, to mi je rekla danes moja prijateljica Vesna, da se mi najbolj zabavna, ker vedno gledam na uro in vedno ve, da ne bomo tistih 20 minut, ker tudi ona je marketinško usposobljena in se obvlada. Je rekla, skozi gledaš na tisto uro, pa veš, da boš v 20 minutah povedala. In ima prav. Vesna, lej, me boš mogla naučiti, ker to je čisto tvoja strokovnost, tvoja profesija in do tega me boš mogla pripeljati. Ta druga tista je pa Eva, ko se zaveda, da v 20 minutah lahko največ povemo. Tako da, v podjetju Skaza iščemo razvojnico kadra, to pomeni nekdo, ki bi razvijal kadre, resnično to ni kadrovica, kadrovica piše pogodbe, kadrovica, to je oseba, ki bi skrbela za izobraževanja, ki bi skrbela za naše talente, ki bi skrbela, naprimer, da v podjetju vsako leto zraste 14 novih talentov, ki bi poskrbela, ki bi konstantno bila odprta, usmerjena v to, da ljudje rastejo. Bi pa mogoče, ker to zdaj ni kadrovski oglas, mogoče bi bilo boljše, da ga posnamem, pa bi bilo boljše. Mi boste napisali, če želite, da ga raje posnamem. Ampak predvsem to, da tu pa si res želim tako stabilno osebo, v tem primeru, da že, jaz opravičujem, mogoče koga diskriminiram, osebo, ki ima minimum 5 let izkušenj, ki ima otroke, da tudi zna razumeti mamico z otroci, kaj se jih dogaja, želja vsekakor, da ima tudi družino, ker če ima družino, tudi potem se zaveda, da ne rabi biti v službi več kot 8 ur. To je meni nekaj najbolj pomembnega, tako pomeni iz osebnega življenja prenesemo na poslovno življenje in obratno. To se skupaj povezuje. Čeprav, tudi če je hobi delo, to pol delite doma. 8 ur pa v službi čist več kot dovolj. Ok, 3 stvari, katero. Najprej to, ali želite, da je naslednji video usmerjen mama hči. Druga stvar, da vse tiste, ki ste se prijavili za nagradno igro in napisali, kako bi želeli delati, kako bi želeli rastiti, 24. januarja pripravljam Zoom. Če kdorkoli želi, se mi lahko pridruži, mail info@tanjaskaza.si, da Minja vas poklika, zloži, pošlje Zoom. V primeru, da ne, čisto ok, 4 so prijavljene, če ne bo, tiste 4 čaka presenečenje. Ta tretja varianta pa je razvoj kadrovnice, to pomeni eno razvoj za razvoj kadrov, osebo, ki je že karkoli delala s kadri, ki ima željo delati po kadru in ki se zaveda, da človek je lahko danes v proizvodnji in je lahko čez 5 let vodja proizvodne. Ali pa naprimer že prej, čez 3 leta.
ali je oseba lahko proizvodni, pa je čez 3 leta že lahko najboljši prodajnik. Tako. Ampak to pomeni, da je tudi sama oseba rasla iz ene pozicije na drugo pozicijo in tudi videla, da to obstajajo te možnosti. Ok, in zdaj prihajam k bistvu tega videa, ampak to se vse navezuje, cel video se dejansko navezuje na to, kdaj je človek sploh pripravljen narediti spremembo na sebi. Kdaj pride do tistega koraka, pa da ne bo danes, jaz nimam korakov A, B, C, D. A veste, ko človek se začne sabo ukvarjati, naj se spomnim, vse marketinške agencije so mi rekli, da je 3 principe, 5 korakov, 8, 12, dragi moji. Srček nima 1, 2, 3, 4, 5, srček je neka celovita zgodba. Srček in če nista usklajena, spet ni ok, to pomeni, je potrebno najti balans med enim in med drugim. In to niso koraki, to je samo orodje, največje orodje je vsekakor so naši možgani, to pomeni naši možgani, ki potem spreminjajo in dajo moč nam, da se spreminja zaradi tega naše mišljenje, ampak na tem je potrebno delati, vaja dela mojstra, mojster dela vajo, po mojem vsi to poznamo, vsi smo slišali, brez tega nažalost ne gre in tako je tudi pri osebni rasti. Osebna rast, že beseda sama po sebi, ni ok, že zaradi tega, ker naprimer, marsikoga poznam, hvala Suzana, marsikoga, ker si mi srčke naredila tako vmes, veš pa cef, je tako padlo. Marsikoga poznam, ko ne želi slišati besedno osebna rast, ker ga zmoti in ga pol daje nekam, pa to so tisti, ko bluzijo, pa gor dol, pa sem pa tja. In se strinja lahko za nekoga, ampak vidim pa, kako osebnostno raste. To pomeni, je zamenil eno delovno mesto, pa šel na 3 delovna mesta, ali pa, mislim, zamenil po hierarhični lestvici gor, nekdo je postal malo večji strokovnjak, nekdo je v družini, naredil si zgradil hiško in tako naprej. Vendar, osebnostna rast, ko slišimo besedo osebnostna rast, kdaj je čas, da delamo na sebi, je takrat, ko se začne noter v nas zelo, zelo premikati te negativni občutki, ne negativni, prebujati naši negativni občutki. Pomeni, ko smo bolj občutljivi, ko se nam zgodi, da naprimer nam vodja nekaj pove in vodja namesto, da čutimo, da je vodja ni sprejel projekta, mi vzamemo to kot osebno. Nisem dovolj dober, da sem to lahko naredil. Ko se nam zgodi, da ga premalokrat pogledamo ali pohvalimo, ne opazi me, nisem več toliko zanimiv. Pride nekdo drug notro v podjetje in mogoče malce pozornosti na to, gremo iskat. To meni, vsi dejavniki, ki vam sprožajo v sebi notri nezadovoljstvo, to kdo, kakšni ste, navznotri in navzunij, dragi moji, jaz sem prepričana tudi to, da je zunanjost zelo pogojena z notranjostjo, resnično. Mogoče tudi malo, če pogledamo ženske, ki imajo botoks, kako, ali moški, vseeno, kakšna je ženska, kakšne poteze navznotri izraža, tako je tudi botoks vleče. Evo, zdaj sem vzela botoks. V primeru, če pustimo botoksa, brez botoksa, da rečemo, evo, jaz imam tlele gube, upam, da me vidite, imam gubice, ne vem še, če bom si šla. Enkrat sem si dala botoks, pa mi je tole gor odnesla. Ne vem, nisem še prepričana. Ampak že po obrazu, po naši mimikah vidimo, kakšni smo, kam so naše misli usmerjene. Ali smo tisti, ki dajemo dosti krivdo na druge, ali smo tisti, ki znamo tudi sami nekako pogledati vase. Največkrat se spomnim, in sicer, naj vam povem, jaz sem si dala enkrat botoks in sem imela zelo izrazito te 2 gubi, ki se zdaj sploh ne vidita. Mislim, te se vse vidijo, te gube se pa tle noter ne vidijo. Jaz se opravičujem, ampak sem da te razumeli, da povem. In te 2 gubici sta bile, a veste, to je tako, če si zdaj predstavljamo, je bilo tisto, kar sem znala biti jezna. In zdaj pogledajte, ko je znam narediti pogled jezna. Se te 2 noter greta. In to je izključno, kako si jezna, znaš biti jezen. Zdaj, ker nisem več jezna in nimam tega več noter v sebi, da sem jezna, kvečemu sem žalostna in pokažem to ranljivost, ne gre oči tako noter skupaj, nimaš tega, sploh ne vem, ga znam narediti. Po mojega še, moram ga malo trenirati.
Ne bom ga, ker se mi bo te gubice tlele videle. Kar pomeni, da v življenju, ko prihajamo, ko se nam dogaja notranji nemir, ki se sproža noter v nas, ne glede na to, ali je to na osebnem področju, ali je to na poslovnem področju. In ko mislimo, ko začnemo iskati krivce, pa on je to, pa ta je to, pa ta je to, takrat vedite, da se prebujajo vaši vzorci iz otroštva. Jaz upam, da ste si prvi del prebrali danes, kar sem napisala, ker res ponavadi to ne govorim pa še enkrat, ampak se kar dotakne malce bolj specifične teme, da se poglobimo not v to. Večji kot smo, veste, kar reče, ta je tako uspešen, ta je tako naredil, če se spomnite, res vsakemu priporočam. Saj ne vem, jaz upam, da sem dala maksimalno najboljše informacije, čeprav bi lahko vsako točko podelala eno po eno, tisto, ko sem posnela v torek video o obredih. Lepo prosim, ker niso samo pomembni obredi. Mogoče boste iz tistega več dobili za tem, da začnete delati na sebi, kot pa o obredih. Razlika v tem je, da obredi, ko sem govorila o tem, tako bi rekla ena moja prijateljica, ljuba moja prijateljica, ko reče, terapevt je petarda. Ko greš pa na obred, je pa ognjemet. Pri ognjemetu pač ne moreš izbirati, tam te cp razdela in potem ti dejansko tudi postavi, pokaže pot, kako naprej. Petardo greš pa postopoma, kar pomeni, da petarda na petardo lahko traja 5 let, kaj lahko ti na enem obredu narediš v eni noči oziroma v 2 nočeh. To pomeni, da se samo, tako da, če danes karkoli ne bo, je definitivno zelo veliko povezano s tistega videa, ki ga lahko pogledate. Mogoče tako pravim, bi bilo dobro vsako točko posebej posvetiti, ampak v redu, zdaj bomo videli, kako daleč bo šlo, če bo koga zanimalo, kakšno bo vprašanja. Če bo vedno bolj vprašanje še razdelala, ne bom pač razdelala, pa ne posnela nove videe. Pomeni, ko začnemo čutiti bolečino, jaz se spomnim kakega maila, ko mi je napisala kaka sodelavec in je ta mail name sprožil burno reakcijo, to pomeni groza, kljub temu, če mogoče ta oseba na drugi strani sploh ni želela tako, pač je malo bolj temperamentna, malo bolj tako. Vse tako sem zaposlila, kot sem sama. In če sem čutila ta mail kot zelo napadalen, zelo sem bila žalostna, ogorčena celo, pomeni, da se nekaj noter v meni dogaja. In vse, kar se noter v meni dogaja, je izvor tega, kar se mi je zgodilo v otroštvu. In ponavadi je to tam do 3 let. To pomeni od 0 do 3 let. Jaz ne bi zdaj tlele govorila cele življenjske skripte, ampak dotaknila bi se tega. To so vzorci, ki jih potem mi skozi leta potlačimo, malce jih damo na stran, malce kjerkaj zamrznemo, malce se kaj ne spomnimo in potem rečemo, to želim pozabiti, marsikoga kdaj slišim, tudi jaz sem bila med njimi. Moja prva veza ali druga veza, za ne vem, katera veza, ni bila krasna. In je bila taka, da sem želela vse pozabiti, vse karkoli obstaja pozabiti. To pomeni od moškega do kroga ljudi, kateri so bili, do lokacije, vsega. Ampak kaj se mi je zgodilo? V življenju mi je prišla ful močna preizkušnja, to pomeni, skozi se dogajalo, skozi so ljudje začeli spraševati, kar pomeni, da je bilo pomembno to ozavestiti. To sem dala primer partnerstva. Potem se vam lahko zgodi tudi v službi. Ozavestiš pa tako, da se vrneš nazaj, pogledaš vzorce, danes ni to tema, vendar vedite pa, kadarkoli kdo pride k meni in pride dejansko zaradi službe k meni, prvi meeting je še služba, pa mogoče drugi meeting tudi, tretji meeting se pa začne na osebnosti delati. Čisto vse, karkoli prihaja, razni nemiri, razna nesoglasja, razni kakršnikoli izzivi v podjetju, so vse to plod, so to čisto vse plod. Zdaj mi je pa Minja napisala sporočilo. Minja, lepo prosim, če ga napišeš v živo, mogoče karkoli me slišite, ker če mi ga pa Minja napiše, pa je že nekaj takega, da bi bilo dobro, da ga preberem. Minja, če karkoli, če me slišite ali ne slišite, prosim, mi kar napiši zraven. Minja je moja sodelavka, ki je dejansko, ona napiše, povejte to. Tako da Minja, lepo prosim, da bom mogoče prebrala, ker zdaj ne morem sporočilo, se bojim ustaviti potem, ker če bom zdaj pritisnila, bom ustavila. Nisem še probovala, če se to da. Pomeni,
Hvala. Evo, punce so mi napisali, da slišijo. To meni Minja ni za slišiti, nekaj bi mogla še povedati. Pa bo Minja zraven napisala, pa ko bo napisala, bomo prebrali, kaj misli, ker je nekaj že del tega, da mi je napisala sporočilo. No? Da se vrnem nazaj. To pomeni, čisto vse, kar se nam je zgodilo v otroštvu, mi tega več ne vemo. Vemo kasneje, ko smo večji, ko smo starejši, bolj modri, ko pridemo v konflikt tega ali v preizkušnjo, da vidimo, ali smo karkoli na tem naredili. In tako kot pravi, marsikdo, ko mi reče, ko dela kdaj z mano meditacijo, reče, jaz se sploh ne spomnim mojega otroštva do 7 let. Ali pa se sploh ne spomnim, kaj se mi je zgodilo, ko sem bil manjši. Ali pa sploh ne vem, čist nič nimam, čist zamegljen spomin. Jaz srčno upam, da vsi vi, ki se vam to dogaja, ki ne veste, kaj se je zgodilo v otroštvu, in ne morete, ne šparati, prosim vas, ne šparati, pejte, zberite terapeuta. Evo, že jaz poskušam najti v našem inštitutu, da bomo našli neki terapeutov, ki resnično lahko pomagajo. Danes sem imela enega krasnega fanta, odličen je bil, odličen, predvsem kar želim, da so srčni, vsi tisti, ki bojo delali. To pomeni, ne se bati tega, dajte dovoliti pogledati noter, ker ti vzorci vas bojo dušili, ne morete se odmakniti temu, ne morete zbežati, ni šans. Ne morete zbežati niti v ljubezni, niti v poslu, ker je to vse povezano. Vedno večje preizkušnje pridejo k vam. Tako da največkrat se začnejo pri naših vzorcih. In mi te vzorce, kaj delamo? Prenašamo naprej na naše sodelavce. Iščemo take sodelavce. In če bi zdaj rekla, da je moj vzorec bil eden izmed vzorcev, iskala sem kao mamino potrditev, mamino in očetovo, jaz sem imela in na eni in na drugi burlesko. Vendar danes sem jim tako hvaležna, ker drugače ne bi danes me poslušali, gledali, danes ne bi bila to, kdor sem. To sem si zbrala sem si točno tako mamo in točno takega očeta, ampak vse skupaj, kar pa me je pripeljalo do tega, ker nisem znala očeta slišati. Nisem potem znala, Janja, nisem znala potem ta vzorec sem prenesla potem na ekipo in nisem znala ekipe poslušati. In kaj imajo? Ta moja ekipa ima zelo močen vzorec tega, da ne zna slišati, ne zna poslušati. In to je ta moški vzorec, ki ga dobimo po moški strani, ne slišim dobro. To je očetova stran, ko oče nekaj hoče in mi govorimo in oče ne sliši in potem mi dejansko ne slišimo njega in to se vzgoji. To je en delček spoštovanja, ampak evo, tu bi spet 3 ure govorila o tem. Pač ne bom zdaj. Ja, hvala Bog, hvala vesolje. Včeraj sem napisala Gaji, Alanu pa Luki, da toliko sem hvaležna, ker so prišli v moje življenje. Pa sem napisala moje prijateljici, Izi, da imam ful rada, zato, ker mogoče mi je ona pomagala. Srečanje na Zoomu za vse, ki se prijavijo, je torek. 25.1. Oprosti. Hvala, 25.1. je tisto, 25. Ampak do 24. se pa morajo prijaviti, imam prav, to pa že. Hvala Minja, zlata si, se bomo midve potrenirali to, da bomo imeli. Bodite hvaležni za vsakega, ki je prišel v vaše življenje. Koliko takih ljudi poznam, ko si rečem, pa my God, kako nisi hvaležen, kako nisi hvaležen, bom dala primer že samo v službi. Ste v službi na kakem delovnem mestu, se vrnem k temu, kdaj začeti delati na sebi. Pridete v nekako delovno mesto, vam omogočijo to, da delate na vaši blagovni znamki, da vam dajo, jaz opravičujem, tu se spomnim mene moje sodelavke ali pa sodelavca, dobijo možnost, da gradijo sebe, da se izpostavijo, da pokažejo, kdo so, da si sami zgradijo ekipo, da si sami izberejo svoj delovni čas. In potem tega ne vidite, in pol človek reče, vse to nisem v službi, to je lahko tudi nasplošno. Jaz sem čisto vsakmu hvaležna, ki so mi pomagali zgraditi to, kdor sem. To pomeni vse tiste konference, kjerkoli sem bila, tudi gratis, to je bila samo moja šola, moja blagovna znamka, da danes lahko govorim svoje mnenje, da danes ne rabim nikomer kimati, da ne rabim nič povedati tisto, kar bi kdo drug želel, ampak samo tisto, kar sama verjamem in to tudi želim.
Ok, ko začutite, da vas stiska, da se ne počutite dobro, da vam mečejo vzorce in da vam meče ne samo enega, drugega ali tretjega, da se to dogaja konstantno, zamenjate delovno mesto, zamenjate službo, zamenjate partnerja, najhujši primeri, kateri so, ki jih ne opazimo, pa so najbolj pomembni, so pri partnerstvu. Ko pri prvem partnerju ne razdelaš situacije, tisto, kar bi bilo dobro razdelati in gre stran od tega partnerja, se v tej drugi situaciji sigurno to tudi zgodi. Ne gre drugače, ne? Vedno se, biserka. To pomeni, in pol vedno tako rečem, in pol se odmaknemo, se pomurkamo in gremo naprej in pridemo v službo in rečemo, vse je v redu, če pa ti me ne slišiš, me bojo pa v službi slišali in čisto enako je tudi v službi. To čisto iz mojega lastnega življenja govorim, sem se borila, kdo od naju bo boljši, kdo bo več časa zdržal, da bo prej pristopil. Igor ali jaz, Igor ali jaz. Potem se ta vzorec tudi prenese na podjetje, prenese na svoje sodelavce in konstantno se to tako giba. Kar pomeni, da najboljši vzori so vam, da pogledate konkretno, s kom ste bili obdani v tej vezi, da tudi se zavedate, naprimer, lepo prosim, to sem včeraj v torek povedala na videih, kakršnakoli menjava partnerja, menjava službe, menjava nečesa, ne naredite tega, dokler niste sigurni 100% in dokler ne najdete toliko plusov, da lahko to svobodno rečete, tako dajem odpoved. Ne glede na to, in da ne greste s kako jezo, s kakim priokusom, s kakim razočaranjem, občutkom krivde. Največkrat se zgodi dobri ljudje. Dobri ljudje, ko te pogledajo, jaz se spomnim ene sodelavko, ko je pred leti šla iz našega podjetja, Anita, vedela je, da sem jo zbrala in jo dala na pravo pozicijo in je bila vesela te pozicije, ampak pol vsekakor so jo ponudili v drugi službi, v drugi večji korporaciji, so jo ponudili podobno delovno mesto, vendar res za 30-40% višjo plačo. Seveda skaza takrat tega ni moglo dati, še vedno ne more tako dati, veste, včasih je tudi treba vedeti, nekje se da, nekje pa ne. Družinska podjetja malce drugače kot pa druga podjetja. In se spomnim, kako je imela občutek krivde, ko je prišla k meni in takrat sem si zapomnila to in rekla, takrat sem rekla in tudi čisto vsakmu, ne iti ven z občutkom krivde, ampak reči se zahvališ in tudi poveš. To, kar ste vi naredili zame, sem tudi jaz naredila za vas. Naredila sem najbolje, kar sem lahko, tako kot vi. Sedaj pa je čas za moj osebnostni korak, katerega vsekakor potrebujem. Tako. Ko je človek osvobojen, jaz vam ne znam povedati, katere vzorce še imam. Ne vem, sigurno se še kaki prebudijo, sigurno so mogoče nekateri, ko so bili prej na 9, 10, to pomeni od 1 do 10 ali pod nič do 10, so mogoče danes 3, 4, mogoče kak 2, mogoče kak 0, mogoče kak še 6, ne vem, ne znam povedati. Vendar vem pa, da skozi življenje bom konstantno te izkušnje dobivala, te preizkušnje. In vsako preizkušnjo, če ne bom vzela nekaj, danes smo se pogovarjali, ker smo imeli super delavnico, res noro, pa ne boste verjeli s kom. Najtežja publika je vedno tvoja publika, najtežja. To je isto tako, kot lažje prepričaš zunanje, kot pa moža. Moja publika so danes bili moji sodelavci in so bili krasni in je bilo ful dobro, ker je rekla ena sodelavka, včasih sem se ful obremenjevala, stiskala, ker sem perfekcionistka in sem vse hotla metana. Danes se zavedam, da nihče ne bo umrl, pa tudi čez 5 let bomo to vsi pozabili, ker to nikoga ne bo zanimalo. Tako da takrat resnično začneš delati na tem, da se zavedaš, da tvoj nemir povzroča drugim nemir in ta nemir tebe je in če te je potrebno narediti en korak naprej. Tako da, vsi tisti, ki čutite, sorry, Vesna, sem mogla pogledati na uro. Vsi tisti, ki čutite, da se nekaj dogaja znotraj z vami, da iščete krivce navzven. Zato sem vam tokrat v videih povem, da ne morem, ne gre mi skupaj, res mi ne gre skupaj. Človek, ko je v balansu, ko živi ta balans, ne more napadati druge. Resnično ne, jih ne napada, ker
včeraj smo dobili vprašanja za Slovenian Business Club, na kaj ste najbolj ponosni. In sem rekla, ne vem, če sem to na prejšnjem videu zdaj rekla, ne včeraj, v torek. In sem rekla, najbolj ponosna sem nase, ker ko vidim ljudi, nikogar več ne obsojam. Vse jih sprejmem, vse jih pogledam, vsakemu vem, da ima svojo pot, vsakemu vem, da moja pot je bila mogoče težka, njegova je bila še težja. Kdo pravi, da od skromnih ljudi je pot dosti težja, kot pa tisti, ki so od intelektualcev. Tako da lepo prosim, ne podcenjujte te poti, ker, a veste, ko je človek, ima, samo osnovno šolo ali pa samo srednjo poklicno šolo, primer, da moj oče je bil mizar, moja mama je imela nedokončano frizersko šolo, so stopnje, te psihične stopnje, nižje kot pri intelektualnih družinah, kjer je dosti več znanja, dosti več nekega skrivalnic, ki jih na nek način ne razumeš in to ne vemo, kaj to pusti otrokom. Tako da lepo prosim, ne primerjajte, ne ocenjujte, kako je kdo prišel na kako delovno mesto, pustite, ker bi eno zgodbo z vami delila, ki mi je bila pa fantastična, ki jo je povedala Nataša, vrhunska predavateljica, zelo všeč, zelo krasna, tako da njej začnem zdaj hoditi, se učiti. Jaz se ful rada učim in potem tisto, kar gre vse skozi moje knjige, to pa to lahko vi to dobite. Kdo hitreje služi svojemu poslanstvu? Pa vam bom dala 2 primera. Mislim, še malo sem v šoku, ampak bistvo sem pa predelala. Lidija, dober večer. Hvala, res hvala za vsa vaša sporočila, ki mi pišete, ki mi napišete. Predvsem, kar mi je všeč, srčki, ki napišete takrat, ko čutite. Ko preberem, ko mi oseba napiše, ko jo poznam, ko vem, kakšna je, pa mi napiše, rada te imam. Ko vem, skozi katere ovire je šla, da je to napisala. My God, draga moja, tista, katera mi je na to napisala, pa ne 1, pa 2, 3. Vse ste v mojem srcu in ful vem, kaj ste naredile in to jaz pravim, to je ta energija. Ne glede na to, kje si, čutiš to ljubezen, ki se pretaka in to je skupnost, kjer opolnomočiš en drugega. 2 osebi imamo. Osebo A, katera hitreje služi svojemu poslanstvu. Oseba A ima 4 otroke in 4 otroke vsakim drugega. To pomeni 4 otroci s 4 moži. Včasih se ga malo napije, včasih malo pozabi na njih, včasih je malo zgubi službo, malo je službi in tako naprej. To je oseba A. Oseba B je v najstniških letih imela krasnega fanta, se je ponesrečila in je zanosila. In je bilo smiselno, da naredijo splav. Da naredi splav, ker je premlada, ker za njo stoji prihodnost. Potem pride v pubertetniška leta, mislim v pubertetniška, na faks, to ne vem, kjer je študentska leta, ker me je zdaj čist zmedlo, na fakulteto in ponovno zanosi. In takrat mogoče spozna, da to ni partner, s katerim bi ona živela, in ni pravi in naredi še en splav. In potem čez leta naredi faks, dobi krasno službo, ima čudovitega moža, krasna 2 otroka in je zaposlena in je voditeljica podjetju s 1000 zaposlenimi. Katera hitreje služi svojemu poslanstvu? To bi bilo dobro, če bi zdaj imela čas, pa če bi mi vi dovolili, da sem z vami, pa bi potem prebirala, kaj bi vi napisali A, B, A, B, B, A, obe in kakorkoli. Bom vesela vaših komentarjev, ampak najbolj zanimivo je bilo, da hitreje služi poslanstvu, svojemu poslanstvu, to, kar je na nek način naše poslanstvo. Zdaj sem mislila, da mi bo še ena napisala. Ja, malce bo šla, absolutno. Bravo, Nina, top. Top, Nina, točno, oseba A. Oseba A. A veste, jaz takoj, ko sem slišala takrat vmes, pa malo pije, pa ima 4 moži, pa to, ampak ona ni šla delati nobenega splava. Ja, Vesna piše B. Vesna, welcome to the club. Evo, jaz sem tudi mislila, da B. Ne. To pomeni, ta hitreje služi in ga služi bolj enostavno, kot pa ta oseba, Marinka tudi ta, kot pa B, ker zdaj pa mora ta B služiti 1000 zaposlenim. 1000 zaposlenim in 1000 družinam in je za 1000 družin odgovorna
Ta pa je odgovorna za 4 otroke, ki bodo zrasli, se bojo spomnili, imeli neke vzorce, pa je pa oni čisli, ona je bo pa čisla svojo mamo. Ne? Ok, en tak mali case. Taki casei so odlični, ki se potem spomniš, kaj je dobro, kaj ne. Dajmo to še za mamice, pa bom rekla, zdaj pa dost, pa konc. To zato, ko sem danes, komu sem to danes omenjala, sem to imela na naši šoli, mislim, ne vem se. Kaj pa nisem povedala, my god, Minja, to me pa nisi spomnila. Bistvo vsega tega je, da sestavljamo, ne, se smo že naredili, akademija bi že mogla februarja začeti, ampak smo mi zaradi mojega časa, da sem si jaz vzela en mesec časa. Dala sem ga sebi in mojemu možu, ko bo moja Eva bo sigurno naredila kak intervju z mano, strukturiran intervju, ker to od nje se tako in tako, mislim, kaj drugega ne pričakuje, ko pa da me bo naučila strukturo. Ampak to je tudi v redu, zato ker sem potem dobila nove vsebine, ki so boljše kot tiste, ki sem imela za celovito pregled. In sicer sestavljeno akademijo, kjer bomo iz te akademije res celostno obravnavali žensko, to pomeni od samega začetka do uspešne poslovne ženske. Kar pomeni, delali bomo na izobraževanjih, na delavnicah, nič umskega, punce, nič umskega. Samo srce in joy, spoznavale sebe in do konca, ko bomo tudi znale stopiti javno, direktno javno pred ljudi in konkretno povedati, kdo smo, zakaj počnemo to, kar počnemo in da ljudje vidijo, koliko imamo uspešnih žensk. Jaz srčno upam, da se mi bo kakšna frizerka prijavila notrana. Ko mi čakam, da grem Tanji Bandilo, grem se fotkat, in pol me zanima, kakve bojo moje fotke. To pomeni, ko človek živi to, kdor je, si tudi želi to izpostaviti in povedati. In potem tudi ne samo to, da tudi znajo celostno pogledati, tako CGP, kakšen je celostna grafična podoba, kdo v resnici so. To meni od začetka sprejemanje sebe, to sem že tako in tako rekla, da nam zdaj še enkrat, ampak predvsem to, katere vzorce smo dobile in da se začnemo odpirati. Odpirati, deliti, zapomnite si nekaj, zapomnite si, lepo prosim. Če ni, lahko si pogledate moj video, mislim, da sem ga posnela 30. Takrat sem jaz začutila 60, minimum 60 mojih strank, minimum mojih 60 strank. Stranka mi ni všeč. Mojih sester, mojih bratov, ki so me noro... Bravo, Marinka! Joj, Marinka! Marinko imamo frizerko. Sorry, da sem to... Marinka, to sem jaz, tako malo navdušeno. Ko me je podprlo, ko sem povedala, da odslavljam potrebo po popolnosti. Ne želim biti več popolna. Pa se spomnim PR-ovke, ko je enkrat rekla moja darinka Tanja, preveč ste popolna in ljudje mislijo, da je to fake, da to niste vi. Dajte si saj strgati nogavico. In v tem videu 30.12. povem, da odslavljam potrebo biti popolna. Popolna žena, popolna podjetnica, popolna prijateljica, da želim biti samo Tanja. Samo Tanja. In me se bomo tega naučile. Kako se pa lahko to naučimo? Amanda je tudi frizerka. A tudi frizerka? Imam 2 frizerki. Krasno, Amanda, tudi bravo. Zato, ker jaz skozi pravim, če bi frizerke znale spoštovati, koliko naredijo dobrega. Mislim, punce, mene vsak teden zrihta frizerka, zdaj imam frizerko, Anito, ki me poštima in jaz sem ful dobro se počutim v svoji koži, ko imam frizuro, ko pa nimam pa ne. No, ampak bistvo, da se vrnem zdaj nazaj, ko sharingom, ko ena deli svojo zgodbo, se drugi najde v tej zgodbi, ko en reče, kako preizkušnjo sem imela v življenju, kaj se mi je dogajalo z otroci, in te slišijo, in te se učijo zraven, druga pove preizkušnjo v partnerstvu, tretja v službi, pa punce od tega, boginje, od tega se človek uči, od tega človek raste. Človek ne raste od tega, kako se bo pokazal zunaj, s kakim avtom se bo pripeljal, kako bo oblečen, kakšno sminko bo imel, kakšnega moža bo imel, kakšni bojo njegovi otroci in to naprej. To so vrednote zunanje. Notranje vrednote pa so, ko človek reče, koliko imam iskrenosti, koliko imam sočutja, koliko imam
znanja, da si prizna, da je pameten in da si prizna tudi, da ima polno ljubezni, ki se zaveda najprej on sam. In ko se zaveda, potem to tudi deli naprej. Ok, aj dovolj. 133 vas je. Vam zdaj vas je 132. Ne vem, zadnjič mi je ena napisala, da je 111. No? Ker sem snemala na začetku videe, tiste prve videe, pa ko grem zdaj gledati tiste videe, včasih je bilo tako, ko sem gledala one videe, sem rekla, oh my god, kakva sem bila, my god. Danes grem gledati video, veste, kaj si vedno rečem, oh, hvala Tanja, kak si fajna, kak si zrasla, kak si drugačna. Ampak glih to. In takrat me je gledalo ljudi, ki so množice, ker ne vem, kaj so mislili. Ne vem, zdaj pa vem, da me pa spremljajo tisti, ki pa želijo sebe narediti spremembo in res postati moja Simona. Mi vedno napiše, ni še dovolj. Eni hvala vam, eni mi pišete, da bi me poslušali 6 ur, le 6 tla govorim 6 ur. Se je ful zanimivo. Danes noben ni hotel iti domov, kaj smo ni domov, kaj imam še video. Vendar, vse kar je, ko si dovoliš biti to, kdor v resnici si, takrat tudi privlačiš podobne ljudi ali tiste ljudi, ki si to želijo. Da si dovolijo biti pristni in izhajajo z tega, kaj lahko naredijo. Slej ko prej pride klic, slej ko prej prije klic. Za nekoga pride klic na smrtni posli. In takrat na smrtni posli pokliče vse in reče, se opravičujem za to pa to bi lahko naredil, poskušajte to delati in tako naprej. Sigurno obstaja noter v nas klic. Nekomu pri 20, nekomu pri 30, nekomu pri 40, 50, 60, 70. Poznam veliko ljudi, ki so pri 65 zamenjali ali pa ko so šli v penzijo, vse prerodili, prebudili, vendar nikoli ne razumem ljudi, ki tako zelo obsojajo druge ljudi in govorijo, da so oni naredili premik. Ko ti sprejme sebe, ne moreš obsojati nikogar ne obsojaš, čist nikogar ne obsojaš, ampak se zavedaš, da ima neko potrebo to dati ven zaradi tega, ker to pa to. Vendar to ni vaše, to je od njega in to tako naj deluje. Tako da, vedno manj gledam, tiste, ko pa gledam, se mi pa zdi, da smo pa si čist podobni, enaki. Tako da, dragi moji, malo kdaj sem na mojem osebnem profilu, ko pa sem na osebnem profilu, pa malo tudi pogledam ljudi, ki mi spremljajo in ki vidim. Pastek že imam čist Marinko, Simono, Amando, kdo še, Vera, Jožica, eni vas imam Vido, evo Vida je glikar napisala, Ana. Nekaj je ljudi taki, ki ste mi čist vedno in vas tudi rečem, vi ste že tako kot neke moje sestre, smo povezani in tudi srčno upam, če me boste kje videli v zuniji, da vse prijete k meni. Ne, da mi pišete, pa da pol ne prijete k meni. Eni mi pišejo, kako me poznajo, kako se čutijo, da so del mene. Evo, Laura, živjo. Želim vam en krasen večer, krasen vikend in srčno upam, ko začutite ta klic, ki se vam zgodi, da ga ne daste na stran, ampak da se ga zavedate, da je klic vaše duše, da želi narediti korak. Naj vam ne bo žal denarja, da date kakemu terapeutu, zato so tukaj. Zato so tukaj, da pomagajo. Obleka tega ne reši, izletu tega ne reši, Joy tudi tega ne reši, da greste samo malo se tam zabavati, pa malo piti, ampak reši to, da se lahko z nekom pogovorite, odprete svoje rane, govorite o teh ranah, ker ko prvič odprete te rane, šele takrat začnete zaveščati in želeti iskati odgovore na to. Tako da, mogoče s tem namenom, ker odpiram moje rane in jih odpiram tako, da jih slišite, da se poistovetite, da sem tudi jaz samo človek, ki isto tako potrebujem kdaj ta klic, da me z lopato užge. To samo pomeni, da sem prioritete mojih vlog mi ušla in da je potrebno jo potem nazaj vrniti. En lep večer, čau in smo na vezi. Če želite, da je naslednja tema mama, hči, prosim napišite. Mama, oče, če pa ne, pa se boste pol prepustili.